pozdravljeni. Moje ime je Peter Dobaja, sem urednik pri založbi Kulturni center Maribor, kjer smo v okvirju zbirke Frontier objavili posebno knjigo dr. Šime Ivanjka, Zakaj ste nas kaznovali, prisilni izbrisi pravnih oseb. Mislim, da se tukaj vsi ste seznanjeni s tematiko te zadeve. Gospod Ivanjko je strokovnjak na področju prava z številnimi zaslugami in številnimi nagradami. Zraven njega gospod Dušan Hed, glavni urednik pri založbi Kulturni center Maribor. In mislim, da bi jaz kar predal besedo obema tukaj zdravima. Hvala lepa. Hvala, kolega. Se opravičujem za akademskih 10. Čakali smo še TV Slovenija, ampak ker jih ni, si pomagamo sami. SITV je naša matična televizijska hiša, registrirana pri Ministrstvu za kulturo tudi in bo prispevek objavljen v medijih, elektronskih medijih tudi. Drugi predstavniki mediji pa vidim, da ste prisotni oziroma smo seznanjeni. Gospod Ivanjko, bilo mi je v čast in pa urednikovati tej knjigi, med tem pa sem tudi ob branju izjemno tragičnih zgodb pričevanj izbrisanih lastnikov podjetij izvedel tudi, da bi tudi se sam lahko znašel med izbrisanimi, kajti v začetku 90-ih sem ustanovil založniško hišo in pa trgovsko podjetje za prodajo glasbenih produktov in pa knjig, ki pa ni delovalo takrat. Podjetje ni delovalo in bi se zlahka odnašal med temi pričevalci izredno tragične zgodb. Vi se dolgo že s tem ukvarjate. Kaj vas je pravzaprav navedlo k temu, da se s tem ukvarjate? Ja, najprej hvala lepa organizatorju. Lep pozdrav vsem. Veseli, da ste se odzvali vabilo. To je ena priložnost, da pogledate ozadje enega dogodka, ki je v zgodovini slovenskega prava zaznamoval tragedije ljudi. In ta zakon, ki je sprejet 1999. leta, je poln nekih vrzelih problemov, tako pri sprejetju, kot tudi pri nastanku. 22 let je bilo junija, ko je ta zakon sprejet, po hitrem postopku, brez javne razprave, čeprav je na seji Državnega zbora bilo govora, da je to zakon, o katerem bodo glasovali po hitrem postopku, o katerem se veliko diskutiralo v javnosti. To ni bilo res. Rad bi povedal, zakaj me to področje ne pritegnilo, oziroma sem bil pritegnen poklicno zaradi dveh stvareh. Prvič, kot član komisije, 5-članska komisija je 1992-93 delala zakon o gospodarskih družbah, prvi sistemski zakon, ki je oblikoval celotni slovenski korporacijski prostor. In to je status gospodarskih družb. In ta zakon, kot veste, velja še danes, res je, da je prišlo do sprememb. Jaz sem bil zadolžen, da uredim tista poglavja, ki se nanašajo na prenehanje gospodarskih družb, razen stečaja, ki to ne spada v korporacijsko neposredno pravo, ampak je to posebni zakon. V tem zakonu o gospodarskih družbah sem uredil posebno poglavje, kako izvesti prenehanje gospodarske družbe na en enostaven, brez neke strokovnih zapletajev, posebnih postopkov in smo takrat sem v tem poglavju predlagal, in to je sprejeto, da se likvidacijski postopek, likvidacijskih postopkov izloči iz sodišča in s tem se zmanjšajo stroški.
Tega ni bilo do takrat v jugoslovanski zakonodaji, kajti sodišča so bila pristojna za vse postopke prenehanja gospodarskih družb in likvidacije in tudi stečaja. V ta postopek, imenovan kot postopek prenehanja gospodarskih družb po skrajšanem postopku, to pa pomeni, da družbenike v okviru ustavne svobode, ustanavljanja isto tako lahko odločajo o prenehanju gospodarske družbe, temeljijo na tem, da so družbeniki odločili, da nočejo poslovati naprej, da bo njihova družba prenehala in so bili dolžni, da pred javnim notarjem dajo 3 izjave. Prva izjava, vsi praktično, prva izjava je, da so uredili vse razmere za delavci v skladu za delovno zakonodajo, da so poplačane vse obveznosti upnikom in v primeru, da se izkaže v roku 2 let, da niso poplačane vse obveznosti, oni osebnim svojim premoženjem jamčijo tem upnikom, da bojo to poplačali. Torej, in postopek prostovoljni, zelo učinkovit, dobil je posebno pohvalo, to je bila izvirna ideja, pohvalo Max Planck iz Hamburga, ki je dal oceno našega zakona o gospodarskih družbah takrat, ko nismo veliko vedeli o gospodarstvu in o podjetništvu. V prehodnih določbah tistega zakona je bilo vrsta določb, kako naj se družbe prilagodijo novemu zakonu. To pomeni, da so bile potrebne v določenem času se dokapitalizirati, organizirati se organe po novem zakonu in usposobiti, da se posluje po novem sistemu. Ta rok za usklajevanje je bil najprej do maja 1994, potem pa je to na pritisku gospodarstva, ki se ni moglo takoj prilagoditi, je državni zbor to podaljšal do 31. decembra 1994. leta. Določbe v prehodne so bile, če pa se ne uskladijo, če ne uredijo vse to, kar zakon gospodarskih družb zahteva, pa bo sodišče, poudarjam, sodišče po uradni dolžnosti pri vsaki družbi izpeljalo postopek stečaja ali pa postopek likvidacije, odvisno pač od premoženjskega stanja. Ta začetek delovanja sodišča je bil 1995. leta. V Sloveniji nobeno sodišče ni izvedlo nobenega postopka na podlagi tega zakona. To je ključna pozicija. Diskusije so tekle, zakaj sodišča ne pristopijo k tej dejavnosti in izpeljujejo to. Tako da do 1999. leta, junija, ni bilo nobenih tovrstnih postopkov. Sočasno, 1997. leta je bil sprejet novi slovenski zakon o stečaju, prisilni poravnavi, ki je tudi določal, da morajo takšne družbe, ki ne izpolnjujejo pogoje za poslovanje po zakonu, iz sodišča ali s postopkom stečaja ali pa postopkom redne likvidacije izvesti uradno prenehanje. To pomeni, da v času med 95. in 99. leta je bila zakonska dolžnost sodišč, da opravijo te postopke. Nobeno sodišče ni opravilo, javnost in strokovna javnost nikoli ni izvedela, zakaj. Zakaj? Govorice so bile, da je to bilo dogovorjeno med ministrstvom pravosodjem in sodišči, da se to bo uredilo naknadno. 99. leta pa se srečata 2 zakona, slučajno. Namreč, ko je bilo v Mariboru odprto ministrstvo za malo gospodarstvo, so fakulteto, konkretno pa mene osebno, naložili oziroma zaprosili, da pripravljamo zakon o zagotavljanju plačil malim obrtnikom.
Kajti težave so bile, da velika podjetja enostavno ki so bili podizvajalci, niso plačali in je nelikvidnost zajela tam malo obrtništvo in je minister Razgoršek to ugotovil kot največji prvi problem, s katerim se ukvarjal kot minister v novem ministrstvu s sedežem v Mariboru. Ta osnutek tega zakona pod imenom Zakon o finančnem poslovanju sem osebno pripravil 8. decembra bilo, teze so bile gotove in vem, da je januarja že začela razprava o tem zakonu in iz medijskih poročil ugotavljamo še tudi aprila, 23. aprila, mediji poročajo o seji upravnega odbora na gospodarski zbornici in uvodoma piše v članku, da bo predaval oziroma prisostvoval minister Gaspari, ki bo razlagal nov zakon o zagotavljanju plačil, zakon, v katerem je najbolj pomembna institucija kuratorja. Kuratorja se ima uvedel v ta zakon, zaradi tega, ker to svetu poznajo, to je kot svetovalec, ki ga financira večina držav, da pomaga družinskim malim podjetjem, da na nek način preživijo krizo, ker ta mala podjetja so bila družinska podjetja zelo v težavah. Niso poznali zakon, niso poznali sistem in tako naprej. No, in zadnja seja pri Ministrstvu za pravosodje o mojem, oprostite, da opozarjam mojem zakonu, mariborskem zakonu, zaradi tega, ker je to pomembno, da bi razumeli, zakaj gre, je bila razprava in je bil širok sestanek predstavnikov več ministrstev in je na to sejo gospod Aleš Zalar, predsednik Sodniškega društva Slovenije in predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, prinesel na mizo kot dodatni predlog zakona o izbrisu neaktivni in nedokapitalizirani družb. V tem zakonu, ki je bil v ciklu stilo vsem razdeljen, ko sem ga prebiral tam na seji, sem ugotovil, da v njem piše, da se družbe izbrišejo, kar ni sporno, ampak da se pravne posledice izbrisa, za pravne posledice izbrisa pa se uporablja člen Zakona o gospodarskih družbah, ki govori o tem, da morajo družbeniki podpisati pred notarjem izjavo, da so prevzeli dolgove. Bil je samo člen, številka, nič kaj pa se v tem členu nahaja in v kakšnem poglavlju ta člen. Ker sem poznal ta člen, sem upozoril ministra Marušiča, ki je vodil to razpravo in sem rekel, to je nemogoče, da nekaj takega napišemo v zakonu. In je on, to se spomnim, enostavno oštro zavrnil in rekel, jaz to nikoli kot pravnik ne bom podpisal ali pa predlagal. Gospod minister za finance je na tej seji izjavil, ja bom zdaj oba zakona združil, uredil in ga bom jaz dal v zakonodajni postopek. To je bilo aprila, 27. aprila. To pomeni, da od januarja do aprila ni bilo nobene javne diskusije o zakonu o izbrisu, ampak o zakonu o zagotavljanju plačil. In maja meseca je došel, mislim, junija, praktično da vem, da je ta postopek, je bil predložen zakon o, tekst zakona o izbrisu neaktivnih družb pod naslovom Zakona o finančnem poslovanju podjetij. To pomeni mariborskega zakona. Naslov je bil mariborski zakon, tekst pa je bil nekaj čisto drugega. Zakon je bil sprejet po nujnem hitrem postopku, ker to so dva izraza, ki se spremenila med tem časom. In v knjigi sem zelo natančno analiziral, kaj se je dogajalo na tistem sprijemu. Samo dve stvari bi rad upozoril. Prvič je predsednik takratne seje najavil ta zakon
o katerem se je veliko govorilo v javnosti. Govorilo se o zakonu o finančnem poslovanju, ampak ne o tej sabini, ki je bila v tem zakonu, o izbrisu gospodarske družbe, ker ti se zakon o izbrisu ni imel niti besede. Povabil je predstavnika vlade, da pojasni zakon. Predstavnik vlade se ni odzval. V zapisniku piše, nastava je nemir v dvorani. Predstavljajo ta zakon predsednik gospodarske komisije za gospodarstvo, gospod Kopač, ki je tudi poudaril, da je to zakon, o katerem se veliko diskutiralo, ki bo zagotovil likvidnost. Nobene besede o izbrisu. Trije so diskutirali, dva sta, razen Špiletiča, ki je omenil, da ima pomisleke o izbrisu, ampak ni analiziral to. Zanimiv pa je bil Horvat, poslanec, ki je dvakrat povabil predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da se izjasni, ali je ta zakon v skladu z sistemom. Predstavnik je bil tam, ampak se ni oglasil. Dvakrat piše v zapisniku. In je rekel, drugič lepo prosim, da se to pojasni. Ni pojasnil. Vse to imate v knjigi na podlagi zapisnika te seje. Gospod Ranko, prosite, toliko vas prekinjam. Mogoče za eno obveščeno javnost. Potem pa se je zgodil izbris pravnih oseb in obenem preboj pravne osebe, ne glede na to, ali je kdo kršil zakon, ali storil prevaro, poslovno prevaro in posledično tragedije, osebne tragedije, družinske tragedije, kajti večino podjetij je bilo družinskih, manj je bilo večjih korporacij pri izbrisu. Ja. V zakonu o gospodarskih družbah smo mi, to je izjema v Evropi, tudi Nemci nimajo to urejeno. Oni ta inštitut izvajajo na podlagi sodne prakse in mi smo to sodno prakso nemško na nek način prezeli in ustavili 60 člen takratnega zakona, kjer ugotavljam, ker to je ameriška institucija, da družbenik, delničar odgovarja za obveznosti družbe, če je zlorabil to družbo. To pomeni premoženje združeval, posloval s premoženjem in drugo. Točno so tam našteti, kateri so primeri. V katerih primerih je. In to je ta famozni spregled pravne osebnosti. In ta je obstojal, tudi še danes obstoja v istem tekstu, ni nič spremenjen. Vendar ta zakon o finančnem poslovanju 99. leta je enostavno spregledal, da to obstoja in je določil, izbrišajo se gospodarske družbe, obveznosti pa se prenašajo na ustanovitelje. Tak piše obveznosti prenašajo se na delničarje in družbenike. Ampak, ker registrarska sodišča niso imela podatkov o dejanskih družbenikih, ker je registracija družbenika in sprememba družbe ni bila nujna, to je bila deklarativni vpis in izbris, ampak se je dokazovalo z pogodbo in drugimi sredstvi, da je došlo do zamenjave, pa je zakon določil in sodišča se objavljala imena ustanoviteljev, tisti, ki so imeli v sodnem registru zapisane kot ustanovitelje. To je povzročilo ogromno sporov, kajti veliko število ustanoviteljev več niso bili družbeniki. Prodali so svoje deleže. Dokazano prodali. In tu imate niz več primerov, ki se tožijo, 5 let sem prodal delnice, pa so mene ujeli. Primeri, v kateri so. In tako da je to povzročilo potem dokazovanje, sem družbenik, nisem družbenik, ampak vpis družbenika novega ni bil konstitutiven. Jaz sem postal novi družbenik, če sem z njim sklenil notarsko pogodbo in to telefonsko prijavo po svobodi. To je bilo dovolj po zakonu, danes je to dovolj praktično. Ne pa vpis, to je deklarativni vpis. Zakon pa je pravno, zdaj pravniki vemo, pa je nekaj drugega določil. Izbriše se družba, ki posluje normalno, ali pa ne izpolnjuje pa tistih pogojev, recimo, da ni dala 2 leti
poslovnega poročila, se šteje, da nima premoženja, nima pogojev, nišče pa to ne raziskuje, ali ima premoženje ali nima, izbriše se. In tukaj pa je izbris konstitutiven, vzrok za prenehanje. Tam, pri klasičnem primeru, izbris, vpis prenehanja, ki ga imenujemo izbris družbe, v sodnem registru je deklarativen, da se javnost seznani, da družbe več ne obstoja. Tu pa je obratno, tu pa je izbris pogoj, da, ali pa razlog, da družba preneha delovna razmerja in naprej. In tako, vsi organi in podobno. To je pa nonsens v gospodarstvu. To je tako, kot bi justificirali človeka, to je Lynch v Ameriki. Dvom, da je nekdo storil kaznivo dejanje, ga je pač so se kaznovali, potem pa raziskovali vse ostalo. S tem, da je slovenski zakon, ne samo, da je uničil to pravno osebo, tukaj bi rad, mislim, da je kolegica tu, pozdravil magistersko nalogo, ki je opravila. In moram reči, prva v Sloveniji rekla, da je prvenstveno problem v tem, da je zakonodajalec napadel družbo. In to se je izkazalo kot napaka tudi v Evropskem sodišču. Noben postopek ni tekel v imenu družbe, ker družba kot pravna oseba ima pravico živeti. In družba kot pravna oseba nastane z voljo ustanoviteljem in tudi preneha z voljo ustanoviteljem. Ne more pa prenehati z voljo tretjega. To je ključno vprašanje, ki smo ga rešili že socializmu. Jugoslovansko sodišče, ko so ukinjali tiste ambulante, je Ustavno sodišče reklo, ambulanto, ki je bila pravna oseba takrat, organizacija združenega dela, ne more ukinuti zakon, neposredno. Tu pa je ukinjen, bez postopka. In problem tega zakona je v tem, da je enostavno kaznoval družbenike zato, ker bi lahko oni izvedli postopek sami, likvidacije in pa stečaja, ampak to niso bili dolžni. Zaupali so v dva zakonska predpisa, ki se na začetku omenil, da bo to uredilo sodišče. In to je največja napaka. Oni so zaupali in tudi mi pravniki, ja se spomnim, zakon bo to uredil, zakon. Izbris sodišče bo začelo postopek. In če bi sodišče začelo postopek, noben od vas ne bi plačal, razen stroške bi morali plačati, ampak ne obveznosti izbrisane družbe. In zdaj se s tem zakonom izbrisala se družba, prenos se opravil na družbenike pod domnevo. Vsaki zakon, ki pa temelji na domnevi, fikciji, da so oni šli in podpisali izjavo o prevzemu dolga. To je nemogoče zamisliti, ampak tako piše. Domneva se, da so šli k notarju, podpisali, da so prevzeli dolg. Mi se pravniki domneva, ki lahko naprite karkoli želite, pa fikciji strahovito bojimo in vedno izogibamo se domnevi. Domneva je, da ste višci podpisali izjavo pred notarjem o prevzemu dolga. In ta domneva, na podlagi te domneve ste plačali te obveznosti te 20 let. Kar je s korporacijskim pravom nesprejemljivo. Pred nami pa je sprejemanje, oziroma v parlamentu je sprejemanje novega zakona o popravi krivic. Ali menite, pa med nami je tudi predsednik društva oziroma zasebnega zavoda za zaščito podjetništva, gospod Janez Mohorič. Ja. Kaj pravzaprav oba menita o tem? Je ta zakon, ki je v sprejemanju dober, bo popravil krivice? Kajti s tem izbrisom, kot slišimo, nezakonitim izbrisom, se v slovenskej družbi v Sloveniji zgodilo izredno negativno sporočilo, da je s tem država dala podjetništvo. Kajti, kot sem se malo družil s temi ljudmi, vsaj v Mariboru, ki so pisali pričevanja,
nihče od njih ni kasneje več ustanovil podjetja. Kajti podjetništvo pa vemo, da je gor in dol, ampak po tej negativni izkušnji, po tem izbrisu, se nihče prizadetih ni več, niti družinskih članov mlajših spustil podjetništvo. Torej, ali menimo, da bo zakon, novi zakon to negativno sporočilo odpravil, krivice odpravil in pa ali se bo politika spet razdelila, tako kot se v Sloveniji pri vseh temah polarizirala. Da se bo v tem primeru to zgodilo. Izvolite, gospod Mohorič. Lep pozdrav vsem. Tukaj, ko je ta knjiga nastajala, sem jaz tam noter, da je ostal tudi napisal, da smo takrat, se pravi leta 1999, ko smo prvič slišali za ta zakon, ki je bil v bistvu zelo hitro sprejet. Potem v prvem momentu je bilo to izredno nerazumevanje, potem je naratalo nas strah. Se pravi, hmalu potem se je pa začelo, se pravi, že v letu 2000 dobesedno pogrom nad osebnim premoženjem. Kar je pa nas najbolj v bistvu takrat presenetilo, je bilo to, da pod nobenim pogojem nismo mogli prijeti na sodišče. Večina teh podjetnikov, se pravi, ki so bili takrat leta 2000 je bilo izbrisanih, če se ne motim, nekaj čez 8000 teh družb z omejeno odgovornostjo. Večina teh podjetij je imela tudi neke, so imeli tudi terjatve. Z dnem izbrisa iz, se pravi, registra, ti podjetniki do svojih terjatev oziroma do terjatev družbe niso mogli več prijeti. In ta kalvarija traja, se pravi, še danes se dogajajo te izvržbe, nekateri skušajo na vse načine, se pravi, te na nek način zavirati, se pravi, ampak vedno znova se ti še zmeraj, ti izvržbe še zmeraj dogajajo. Ugotavljalo pa, da je zakon v redu, da ni problema, ampak na koncu 2011, aprila, če se ne motim, je pa Ustavno sodišče le ugotovilo, da to ni v skladu z nekim normalnim pravnim redom, z nekim pravičnim pravnim redom. In vsi tiste sporne določbe, ki so veljale po zakonu o finančnem poslovanju podjetij, po 11. letu ne veljajo več. Razen, se pravi, enega člena, da se izvajajo, se pravi, da se pa tiste izvršbe, ki so se začele prej na podlagi tega zakona, pa nadaljujejo. Mislim, to je spet neka preko zdaj, zakaj Ustavno sodišče ni najdlo toliko moči, pa da bi reklo, da bi presekalo, če so že ugotovili, da to ni v skladu z nekim normalnim ustavnim redom ali pa evropskim pravom družb in tako dalje. To je pa vprašanje za nekoga drugega. V glavnem, se pravi, ta skupaj s tem, s profesorjem in nekaterimi, smo to rešvali, se pravi, dobesedno 3x2,7 je bil prvi zakon sprejet, se pravi, je bil potem spet suspendiran, 11. leta je ponovno bilo in še 18. Takoj po 18. letu, ko je bilo, se pravi, ker ta zakon je pa imel začasno veljavo, smo začeli pripravo pa dogovore z državnim svetom, da gremo še enkrat v ponovni postopek, zakonodajni postopek in da bi šel preko državnega sveta. Ta zakon, to je potem državni svet, ko so zadevo poročili, da to res nekaj ne štima, se pravi, če je ta zakon o finančnem poslovanju veljal, se pravi, 10 let, se pravi, do 11. leta, potem pa ne več, se pravi, da to nekaj ni bilo v redu. In ko je državni svet v ta njegovo strokovno službo začel ugotavljati, da je bilo res nekaj ogromno število ljudi oškodovanih popolnoma po nekih nepotrebnih zakonskih dikcijah, ki jih nihče ni razumel več. V glavnem, ta zakon je zdaj pripravljen, je šel v državni zbor, se pravi, mislim, da pred 2 meseci. Zdaj je v drugem branju, ta točka naj bi se priložila, se pravi, ker nekatere stvari je treba še razčistiti. Kako je pa zdaj z razliko med temi političnimi opcijami, poslanci in tako dalje,
ta moment ne vemo, mi imamo nekaj zagotovilo, se pravi, da bojo podprli, čeprav tukaj noter je neka politika, da eni bi podprli, če bi nekdo drug predlagal, pa če ta predlaga, potem ta ne bi podprl in tako dalje. Tukaj se neke popolnoma nerazumljive, nečloveške razlage. Tako da jaz upam, no, da ta knjiga je potem tudi nastala iz ena fenomenalna kronologija celotne tragedije teh 22 let, se pravi, prav z namenom, se pravi, da se mediji, poslanci in odgovorni v tej državi poskušajo, pa da poskušamo, da se seznanijo, kaj se je pravzaprav dogajalo. Ker problem pa je, ker je ta časovna distanca že tako velika, da ti poslanci, ki so danes v državnem zboru, razen parih seniorjev, ki so tam, v bistvu niti ne vejo več, kaj se je dogajalo, niti jih ne zanima, niti, da ne govorimo recimo o Levici, ki niti se noče o tem niti pogovarjati, se pravi, to so mladi ljudje, ki so, zdaj, čeprav, rekel, zdaj, če, dokler je vsa ta elita, da zgubi stik z ljudmi, potem se pravi, je rezultat tak, kot je. Zdaj, jaz bil kakorkoli profesorju se na tem mestu zahvalil, se pravi, za neki izjemen doprinos vsem tem dogodkom, vsem tem pisanjem poskusa, se pravi, da se to na nek način dokončno reši tako pa drugače. Hvala, gospod Nogarič. Gospod Ivanko, za kakšno število izbrisanih podjetij tukaj gre in pa posledično število posameznikov, prizadetih družinskih članov? Mi imamo nekatere te podatke, pravkar kolega Janez je prinesel danes podatek, da je 2000. leta, in to je ta zakon neposredno takrat bil vnucev, izbrisano 8000 družb. 8000 družb. Mi mislimo, da je izbrisano po vseh podatkih približno 23 000 in če je od tega recimo 70% tisti, ki so imeli neke dolgove, je te dolgove nekdo moral plačati. Zdaj, podatkov, to, kar nekateri politične stranke zahtevajo, da jim dokažemo, koliko bo to koštalo državo, te 60% omejene odškodnine samo za izvršena plačila, je nemogoče dokazati. In drugo, jaz moram povedati, da niti Ministrstvo za pravosodje nam ni pomagalo, niti AJPES po prijateljski liniji smo dobili neke podatke. In vse institucije, ki bi morali nekaj vedeti o tem, pa je nimajo nobenih podatkov. To moram javno povedati, ker sem razočaran. Zvoni, kajti isti problem je bilo 2007. leta, isto sem avtor tistega zakona, 2011. leta, ko smo uspeli preprečiti, da se to ni nadaljevalo takrat, in 2018. leta. Rad bi samo omenil nekaj, kar se je zgodilo 18. leta, 19. praktično. Ta primer Lekića, ki je bil najbolj neugoden primer za nas, kajti tam so bili, kar je tudi kolegica pokazala v magistrski nalogi, tam so bili elementi spregleda pravne osebnosti. In je na teh elementih praktično sodišče, drugi senat, veliki senat, ugotovil, da je prav, da mora plačati tisti 20 000, mislim, železnici ali komukoli. Ampak je nekaj, kaj se je zgodilo s Strasbourgom, mislim, bom javen, to sem tudi objavil v redni sodnik slovenski, je, kada je prišel na vrsto obravnava tega Lekića, odstopil, ker je bil povezan že prej, verjetno kot sodnik ali odvetnik, ne vem, kaj s temi primeri. In je po poslovniku mora republika, nacionalna država, danes vlada, posredovati drugega sodnika, tako zvanega sodnika gosta. In je res republika dala 5 imen, pri čemer je bil, ne vem, da ni bistveno kaj, izbran brat
sodnik upravnega sodišča brat nosilca te ideje. Imena so napisana, zaradi tega, ker je Cinik posredoval korupcijski komisiji argumentirano vlogo, da je lahko dvom o nepristranskosti, vendar ta vloga ni bila obravnavana na organu. Tako da, no, in kaj je Evropsko sodišče dalo nov zagon nam vsem, da smo začeli praktično ta postopek in predlagali državnemu svetu, da razume, za kaj gre. Evropsko sodišče je reklo, država Slovenija je lahko sprejela takšen zakon, ko je sprejela, če bi obstojale izjemne okoliščine. O izjemni okoliščina nikoli nišče ni govorilo. Edino, kar je Republika Slovenija v obrazložitvi tega zakona napisala, je posredovala Evropskemu sodišču in Ustavnemu sodišču, da če bi redna sodišča izvajala stečaje, da bi to, približno je računala 6000 stečajev, da bi to trajalo 30 let dela sodišča, kar je nonsens. Vendar analiza kažejo, da so postopki po tem zakonu bili vsaj dvakrat bolj številčni. Samo Ustavno sodišče je 8-krat obravnavalo ta zakon, Vrhovno sodišče, mislim, 200-krat, da ne govorim, višja sodišča, mislim, da 700-krat. Vedno problem okrog tega zakona. To je edini zakon, ki je toliko imel razprav. In še nekaj, vse analize, ki sem jo opravil, vsaj prek 200 strokovnih člankov, medijskih člankov, razen nekateri mediji, ki so to podprli kot pravilno kazen za tiste, ki so se pač upali podjeti. Nobeni strokovni avtor ni napisal nobene pohvalne besede. Sodniki so tudi se ukvarjali, ampak sodniki niso izrazali oceno tega zakona, ampak dajali nasvete, kako se to rešuje v praksi. Kajti problem aktivnega družbenika, ki naj bi odgovarjal, nikoli kot korporacijski pravnik nisem slišal, kdo je ta aktivni družbenik. In je 2002 Ustavno sodišče naložilo Državnemu zboru, sprejmi zakon, s katerim določiš, kdo je ta aktivni družbenik. 7 let tega zakona ni bilo. 7 let. To je šele potem malo nekih pravnih smernic bilo v zakonu ZPP, ki se daj velja. Vsa ta dokumentacija je v knjigi. V prvem delu sem dal splošno razmišljanja, v drugem delu je analizirano 50 tistih, ki so se prijavili, tisti, za katere sem menil, da so bolj izraziti, z komentarjem, v čem je napaka. V čem je napaka sodišča? Napaka je sodišča v tem, da je izdalo sklep, s katerim je reklo, da obveznosti se prenašajo na družbenike. In Ustavno sodišče je ta sklep potem omejilo na aktivne družbenike, vendar pa nobeno sodišče pri izbrisu ni reklo, kaj pa je s premoženjem. To je to, kar je kolega omenil. Veliko družb je šlo izbrisani, tu več ni bilo nobenega organa, družbenik pa ni imel možnosti na podlagi interpretacije Ustavnega sodišča, ki pa redna sodišča niso upoštevala, češ Ustavno sodišče je reklo, da sem jaz univerzalni naslednik. Redna sodišča, to je nemogoče, da bi Ustavno sodišče utemeljilo eno pravilo, ki ima zakonsko moč. In je reklo, ne, singularni morate biti, če želite tega. To pa pomeni, da je on moral ponovno sprožiti stečajni postopek, za tisto terjatev. Ti ljudje pa niso imeli sploh možnosti, da plačajo odvetnike. Sodišča pa niso to upozarjala. Napake so tu, vendar pa, to je moč države, sprejela je zakon, da bi, po mojem mnenju, legalizirala zakonsko opustitev dolžnosti sodišč,
da izvajajo to, kar je zapisano v zakonu o gospodarskih družbah in v zakonu o prisilni prodaji stečaja takrat. Da oni samo iniciativno izvedajo postopek stečaja in likvidacije. In pri tem se razvila ena hudo nevarna teoretska, kako bi rekel, pravilo, da sem jaz lahko kaznovan zato, ker nisem storil nekaj, kar bi lahko storil, da bi bil boljši ali pa bi bil korist za družbo, vendar nisem bil dolžan storiti. In to je ena filozofija, s katero se danes srečamo, ista situacija. Zelo nevarna. Pravo je, da sankcionira tisti, ki je kršil pravila. Ampak če jaz zaupam državi, da bo to nekdo drugi storil, lahko bi tudi sam, ampak nisem vedel, nisem začel, pa sem zaradi tega kaznovan. In ta kazen je kazen. To, da so družbeniki kaznovani, pa je najbolj vidno potem, da zakon je bil sprejet 99. leta in je rekel, da upniki lahko terjajo družbenike za 10 let nazaj. Za 10 let nazaj. Kajti ti upniki so imeli pravnomočno sodno odločbo zoper družbo po izvršilnem postopku, avtomatično se to šilje na tistega, ki je naslednik in ki to plača. Tako da je 99. leta država podarila bankam, državnemu proračunu, nekim upnikom, darilo, povem darilo, lahko terjaš nekaj, kar včeraj nisi smel. To je. In to je ključni problem, da smo izgubljali postopke 2007, 2011, 18 ni bil ta problem. Kajti Ustavno sodišče je reklo, ti upniki imajo pravnomočno sodno odločbo. To je treba spoštovati. In ni možno, da kdorkoli pove, da pravnomočna sodna odločba ni učinkovita. Dobili so darilo in zdaj moramo najti načina, in to smo ga našli, da država vsem upnikom, ki še niso v celoti poplačani, imajo pa imeli bi, kondicional pazite, imeli pa bi pravico se poplačati iz dolžnika, ker on ima premoženje, zakon predvideva, da bi država to prevzela dolg ali pa pristopila k dolgu v istem stanju. Če je družbenik sposoben, recimo primer najbolj, danes nimam nič, imam minimalno penzijo, moj upnik ne mora nič izterjati od mene. Dobim pa dedovanje od očeta. Drugi dan bom imel izvršbo na premoženju, ki sem ga dobil od očeta. Kajti stanje, kakšno je v situaciji med sedanjim dolžnikom in upnikom, v to stanje stopi država. In če se to stanje pri dolžniku spremeni premoženjsko v korist upnika, država bo morala pač to poseči. To je predlog, drugače na Ustavno sodišče ne bo šlo skozi. Tako da so najboljše situaciji upniki, ki so dobili darilo in zdaj to darilo mora država poplačati. To je nonsens, ampak se pravna situacija takšna. Jaz prav ne razumem, vi v tem novem, mislim, ta nov zakon predvideva, torej, da se ne bi nanašal neposredno na dolžnike oziroma te družbenike izbrisanih družb, ampak da bi država poplačala te upnike do družbenikov izbrisanih družb, če oni ne bi mogli plačati. Jaz prav razumem? Ne, da bi mogli. Kaj pa predlaga ta zakon? Glede, če družbenik ne more plačati, ker nima premoženja, nima nič, to pomeni, moj upnik od mene ne more nič izterjati. V tem primeru država tudi nič njemu ne bo dala, upniku. Ampak, če večina jih plačuje naprej, od pokojnine, ne vem, verjetno si od pokojnine. Ta del, ki ga jaz plačujem od pokojnine, ta del bi prevzela država na podlagi institucije prevzema država.
Kako pa bi v praksi to potekalo, če bi zakon bil sprejet? Verjetno to bi javnost močno zanimalo, glede na število prizadetih ljudi v tem, če je bilo recimo 20.000 pa 15.000 podjetij, mogoče 40.000 do 50-60.000 posameznikov materialno in moralno prizadetih z izbrisom podjetij. Kako bi to potekalo potem, ali bi zakon predvideval, da bi kar register objavil spisek vseh izbrisanih, ali se morajo sami, v kakšni višini bi v tem, je predvidevano, da bi dobili oškodovanci nazaj? Torej, gre pa seveda za oškodovane podjetja, ne za upnike. Ne, podjetje ni več, ker ga ne morajo družbeniki, ki so plačali obveznosti, ti so oškodovanci in ti morajo vložiti vlogo, ne vemo sedaj. V zakonu je primarno bilo določeno, da to delajo upravni organi in smo vzeli model, ki je bil v zakonu urejen za izbrisane fizične osebe, vendar so veliki odpori, da to uprava ne bi delala. Potem je bilo govor, da bi naj pravosodje tukaj mislimo, da bi to bilo najneprimernejše, ker to ni nič spornega, to je praktično tehnično izvedljivo. Sedaj najnovejši predlog, ki je in katera se razpravlja, da bi to upravljalo državno odvetništvo, ki itak ima to funkcijo, da ščiti premoženje in plačuje kakšne odškodnine in podobno. Kako bo to zakonu, ne vem, mislim, da je to odvisno od enega naslednjega sestanka med temi vsemi predstavniki, ki sodelujejo pri tem. Drugače bo moral vsak sam zahtevati, ta organ bo proučil kakšne situacije in bo zdal odločbo o tem, da se povrne 60% tistega, kar je nekdo plačal, kar je izgubil. Upnikom pa da izjava, sporazum ali karkoli bo, da država stopa v pravni odnos med dolžnikom in upnikom na podlagi prevzema dolga. Ampak ali bo ali ne plačala država, je odvisno od stanja dolžnika. Tako da upnik ne bo v nobenem boljšem položaju. Ampak moramo pa ga zaščititi, to je to. Tako da tisti, recimo, če sem kot družbenik odšel v osebni stečaj, torej sem oproščen, ta zakon nima nobenega vpliva na upnika, niti na družbenika. 60%, ampak od tistega se upošteva še obresti. Ja, zakon predvideva, da bi država, da bi terjatve družbenikov bile obrestovane 3% do sprejetja zakona, po sprejetju zakona v 5%. Ampak to so se predlogi, o katerih... Izvolite, kolega. Koliko jaz razumem, to je pomoč upnikom, ne poškodovancem. Tudi, eno in drugo. Da pa upniki imajo največje koristi. Recimo, težko govorim, se opravičujem, čustveno, ker so mi vzeli zdravje in hišo, a nisem bil dolžan niti dinara. Vse je bilo ponarejeno. Vse inštitucije sem klical, pisal in me vsi zavrnejo, ne vem, a zato, ker sem neslovenc ali zato, ker pač imam 250 € da plačam uro dobrega odvetnika. Šel sem Kacu v Mariboru, ni lepo, da govorim tako, pa mi je rekel gospod Milič, jaz zaradi vas ne mislim pisarne zapreti. Recimo ta izbris bi mogel biti uročen meni, kao ustanovitelju, kao družabniku, a on je uročen meni, ni firmi, ki je izbrisana. Znači, da je to apsolutno nelogično, pa naj firma odgovarja, ki je izbrisana. In nasplošno, stokrat sem šel in tožnico, ali so vsi povezani in ne moreš nič narediti. In mislim, da bi bilo prav, vi kot spoštovan profesor, bi mogli dati inicijativo, da bi bila neka skupina upokojenih pravnikov, ki bi samo raziskali nezakonitosti, ker enostavno ti ne odgovorijo. Ne vem, komu nisem pisal. Recimo, Ministrstvo za pravosodje pišem, oni mi odgovorijo
z dopisom, čeprav so upravni organ bi mi mogli ali odločbo ali sklep, ker jaz sem dal vlogo s tem. Oni prav, da po ustavi, oni o tem ne smejo nič odločiti, čeprav so kot upravni organ dolžni, da spremljajo, pospešujejo in ukrepajo na svom področju in ne morejo se svoje obveznosti kar tako znebiti. Pravni svet pravi, mi nismo za to, pet na NPU. NPU mi je celo dopis poslal, da jim ne sme več pisati. Mariborska uprava policije mi sploh noče odgovoriti. In zdaj izpadem jaz kot en, ne vem, bedak, a dobil sem mi raka in sladkorno bolezen, zdaj so mi še jetra otišla, a nikoli moja firma ni bila dolžna. Sodnica Beranič Olga, ki se mi 100-krat rekel na razpravah, da je lopov, me ni ovadila. Ona je ponaredila cel spis, ka moj vnuk, 10-letni, vidi, da je to ponarejeno, inštitucije se enostavno izognejo, verjetno srame, da tako rečem, verjetno zato, ker sem ne Slovenc, pa me sram, da to rečem, ker imam rad Slovenijo in vse, kar je lepo, sem tukaj doživel. Ali nobene zdaj so mi hišo vzeli, pa nikoli nisem bil dolžan. Ja, to, kar vi govorite, če si bil dolžan plači, ali najdi način, ali pa kazensko odgovarjaj, zakaj si pripeljal firmo, da je dolžna. Mislim, so možnosti, da bi upniki lahko poploščali. Ampak če so ponaredili spis sodni in ti tožilcu, vrhovnemu, pošlješ, in on enostavno ti ne odgovori. In ker je prijatelj, ki imel interes, da vas ne mučim. Ampak hočem reči, da bi bilo pametno, vi, ko ste sposoben pravnik, da se ustanovi neka skupina ljudi, ki bi raziskala te nezakonitosti, ker marsikdo je mislil, vse sem bil res dolžan, a in niti ne ve, da ni bil dolžan. Ko so mu rekli, ti si dolžan, a veste, iz tega naslova bi marsikaj se potegnilo in bi lahko plačevali svoje to delo, ta inštitucija. Ker sem marsikaj hotel povedati, pa sem zmeden. Se opravičujem. Hvala lepa. Tako kot ste vi zdaj pripovedovali, je vrsta ljudi, ki so ostali brez svojega premoženja. Problem je, da do trenutka sprejetja zakona to niso bili dolžni plačati. To je nekaj, kar je težko razumeti. Zakon vas je napravil dolžnika v enem določenem trenutku, ki niste bili. Noben delničar, noben družbenik ni bil in ne bi nikoli plačal, če bi sodišča izvedla stečajni postopek. Ali pa saj, da je država na nek način napovedala taki zakon. Ne pa, da ga je sprijela enostavno prek noči kot zakon presenečenja, sistemski zakon presenečenja. Nobena država ne pozna takšen zakon. Nobena država. Ja mislim, da je to dovolj argument, da lahko razmišljamo o nekih napakah. Ne želimo obtoževati nobenega, ampak to je zlasti bil določen interes določene skupine. In zaslužili so na tem zakonu odvetniki, zaslužila je proračun, zaslužili so banke, finančne institucije, nastradali pa so družinska podjetja. Še nekaj bi vas, to, kar sem tudi tu poskušal podariti. Napravljena na ekonomski fakulteti v Mariboru analiza podjetnikov, ki so odpirala podjetja 90-ih let. 2/3 je zaključek te analize, so bili prisiljeni ustanovitelji ustanoviti podjetja, da bi rešili svojo eksistenco. Kajti izgubljali so, veste, delovna mesta. Neslovenci pa še posebej so edino možnost videli v ustanovitvi družbe, da so lahko na podlagi tega kot poslovni vlagatelj ostali v Sloveniji.
Vse je to povezano. Vse je to povezano. Tako da je to vrsta odprtih vprašanja. Vendar, ta skupina, ki dela na tem zastoj, nišče ne plača nas, nobenega ne plačajo v teh 20 letih, ne najde sogovornika. To, kar je on rekel. Ne najde sogovornika. Vlagali smo na sodišče več pripravljeno gradivo za Evropsko sodišče v Luksemburgu. Sodnik, oziroma sodnica, rekla ne, to nima smisla, ker je to ustavno sodišče potrdilo in je to pravično in vse ostalo. To nismo uspeli priti v Luksemburg, čeprav sem govoril z Ilešičem sodnikom, da bi to bila zelo zanimiva tema za njegovo razpravo. Ampak ne mora posameznik, ne mora podjetje do tega sodišča, ampak izključno samo sodnik, da predloži spor, ki je še ni rešen, da mnenje Evropsko sodišče, ali je to sklado za evropskimi standardi in podobno. To nam ni uspelo. Lahko samo neki, ker sem preveč nezavoljen pozdavo povedati. Janšni zakon je ustavil postopke. Jaz sem dobil sklep o ustavitvi, ampak sodišče to ni upoštevalo, so šli naprej v izvršbo, ker to za njih ne velja. Drugo, predlog za ustavitev Janšinega zakona je dalo na pobudo Mladinska knjiga in firma Pluris iz Maribora, ki ni bila legitimna, niti enega papirja preverljivega nimajo, da so upniki. In zdaj ustavno sodišče kot vrhovni varuh prava ali pa zakonov ni preverilo legitimnost Plurisa. In kaj lahko še pričakujemo od te države, ker jaz ne vem, ali zadošča, da ena firma lahko terorizira tisoče ljudi in takrat so ustavni sodniki, to so pripravljeni tudi odgovarjati, nekateri šli v penziji in so rabili odpravnine in so siguran, da so jo dobili. To je moje in res to lahko podpišem, da odgovarjam. Ampak Pluris ni imel legitimiteta, da vloži pobudo za to. Znači, jaz ko grem kamorkoli, moram osebno dati dokumente, kako sem kaj pridobil, kako sem kupil. Pluris enostavno, ker je njihov direktor bil nekoč v Probanki in je lahko kupil se. Kaj pa mi, ki imamo penzijo 700 evrov, koga lahko kupim? Meni bi rekli, jaz bi tudi plačal. Zakaj pa ne? Da rešim hišo, ker hiša je tudi od moje družine, od mojih vnukov. Se upravičujem. Samo dodati, ta primer, ki ga vi obravnavate, verjetno temelji na odkupu terjatev. Kajti takoj, ko je zakon sprijet, so nekateri petek brali oglasni list, v ponedeljek pa več odkupili terjatev za nizke zneske. Posebne odvetniške hiše, posebna ena družba, po nekaj informacija, je v tistih 2 letih zaslužila 10 milijonov, ne vem, okoli 10 milijonov, ali dolarjev ali karkoli, ne vem, ampak fantastično so služili, kajti tisti upniki, ki so imeli odpisane terjatve, recimo pred 8 leti, zdaj pa nekdo mu nekaj ponudil, pa je dal. In ta pa se ni mogel legitimirati, dovolj mu je bil, da odkupil terjatve. Gospa, izvolite. Ne samo to, oprostite, se upravičujem. To, kar ste ga so odkupili, pa ne dokaže, da je odkupil. Samo to je problem. Se upravičujem. Mene pa ena stvar zanima. 1.4.2004 je Slovenija pristopila k Evropski uniji. V pristopni pogodbi iz leta 2003 piše, da z dnevom pristopa nove članice v EU velja pravni red Evropske unije. V točki, ne vem, v prilogi tudi podpisne pogodbe piše tudi, da Slovenija prevzema pravni red na področju prava družb, ne pravni red, direktiva na področju
prava družb. Se pravi, s 1.4.2004 je pravni red EU-ja hierarhično nad pravnim redom države članice. Zakaj se od leta 2004 naprej niso sodni postopki vodili na podlagi pravnega reda EU? Vse imate prav, kar je. To bi mi dosegli, če bi našli neko sodišče, sodnika, ki bi to poslal, to vprašanje na sodišče Evropske unije v Luksemburg. Ampak to nažalost... Ali pa ustavno sodišče? Lahko, ja, lahko, vsako sodišče. Ravno tako, kot je postavljalo vprašanje zdaj podrejenih obveznic NKB-a, ki je postavljalo na sodišče Luksemburga. Lahko bi, ampak delali smo na tem, imamo gradivo, predlagali smo sodnikov, konkretnega smo spis našli, to pomeni spor in on rekel, prvič je, izgovor je bil ta, to je zakon, ki ga zakon sprejela pred stopom v Evropsko unijo, čeprav smo potem ponovno zahtevali 2007, ko je ponovno novi zakon, bilo prenešeno v novi zakon, ne, to nima smisla, da... Novi postopki po letu 2004 se ne bi smeli začeti na podlagi zakona o finančnem poslovanju, ampak na podlagi direkcije pravnega prava družb EU. Problem je, da korporacijsko pravo neposredno nima posebne direktive, ampak za to področje ni posebne direktive takrat bilo, ampak so pa bili akt komuniter je določal te standarde in na tem bi uspeli, ampak nismo mogli to izvršiti, ker sodniki niso želeli. Morate blokirali ste, ne? Ja, ampak pa moralo bi Evropsko sodišče presoditi, oni pa niso uspeli s tem. Ne, nismo uspeli priti, ker tam samo lahko pride sodnik. ESA, če pa nima mandata presojanja o uskladitvi pravnega reda. Evropsko sodišče Unije. Ja, Unije, Evropske unije odloča o tem, ali država spoštuje standarde in direktive. Ampak tam ne morate fizična oseba priti ali pa skupina, temveč samo sodnik, ki vprašuje za konkretni postopek, ki ga vodi. In to smo pripravili, trudili se, ampak nismo našli sodnika, ki bi to podpisal. No, mene zanima po vašem osebnem mnenju, kaj naj bi bil tisti dejanski razlog sprejema tega zakona leta 1999, ali je to reševanje takratne plačilne nediscipline, ali je ta zaslužek, ki smo ga zdaj slišali, ali pa nekaj tretjega. Neposredni razlog je bil, da sodišča niso izpolnjevala svoje zakonske dolžnosti in so predlagale skrajšen postopek, da se enostavno brišejo. To je dokaz, da je sodniško društvo došlo za prvim predlogom, da je ta predlog te teze so imele naslov izbris pravnih oseb, ki niso usklajene, in tretjič je sodišče, je pritisk, to je tudi poslanec povedal, ne vem kateri, citiral sem ga, da je ta zakon se sprejema na pritisk sodišča. Imate dokaz v zapisniku seje. Ker na sodišču se morajo vsakim posameznim primerom potem ukvarjati. Ja, seveda. Ampak to sploh ni res. Nekaj ne oprostite, ne vam, ampak to je stečaj neke družbe, ki nima premoženja, isti dan konča. Odpre se, ni premoženja, da bo treba pač objaviti, ni premoženja, se zapre, gotovo. Ni nobeni. In ti večina, 60-70 teh postopkov je bilo takšne. Najkomplicirani, ki trajajo 10 let. Ja. Jaz sem gledala porodilna poročila SRDA pa DSU-ja.
In v teh spiskih točno to, kar ste vi navedli, se je zgodilo. Bivše družbeno podjetje, ki je pristalo v SRD oziroma DSU-ju, je sodišče, ker je bilo nesolventno, je sodišče odprlo, zaprlo. Po hitrem postopku. Ampak te družbe niso bile odgovorne s svojim premoženjem. Ja, čim je beseda stečaj, upniki, mislim, družniki, delničari, družbeniki ne odgovarjajo. Zato pa je stečaj. In stečaj je bistven, da uredi odnose med družbeniki in upniki. To pa ta zakon ni. On je najprej, to je isti študentov, jaz pojasnujem. To je, ubili so človeka, sankcije so dobili do dneva, da je storil kaznivo dejanje, potem pa, ko so ga ubili, pa pokopali, zdaj pa gremo razpravljati, kaj se je zgodilo. 20 let. Upoštevajoč to, da je ta družba kot subjekt bila žrtva. To so pa posredni. In Evropsko sodišče je reklo, vi niste neposredno škodovani, ampak družba. Ampak odvetniki niso predlagali, da Evropsko sodišče sodi ali sodišče smelo, mislim, ali je smelo zakon usmrtiti pravno osebo brez kakršnega koli postopka. Še eno stvar. Jaz mislim točno, kako je bilo namerno ta zakon o finančnem poslovanju sprejet leta 1999. Ker je bil leta 1998 sprejet zakon o končanju privatizacije družbenih podjetij. Se pravi, vsa bivša družbena podjetja so pristali v SRD-u oziroma agenciji, pa kasneje v DSU-ju in ni bilo več družbene lastnine. To je postala državna lastnina leta 1998. Državna podjetja oziroma bivša družbena podjetja in nova državna lastnina pa ni odgovarjala na podlagi tega zakona, ker za njih je še veljal in se še uporablja zakon o podjetjih iz SFRJ-ja. Še vedno se ne velja več, vendar se ga še uporablja. Ne, družbena podjetja niso bila prizadeta veliko s tem, ker niso odgovarjali. Upnik bi bila država. Ja, ampak jaz sem gledala tele poročila v DSU-ju in zasebniki, ki so tožili bivša družbena podjetja, ki so pristala v lasti države, so tožili za svoje terjatve in država je odgovorila, da niso pravni nasledniki te družbe, ki je postala državna lastnina. Izognili so se odgovornosti. Država enostavno se je izognila odgovornosti. Če lahko še vas svoje mnenje kot urednik, se seznanjal v zadnjih 2 mesecih s to temo. Menim pa, gospod Mohrič in ostali prizadeti, menim, da je vaša naloga predvsem širši javnosti dokazati, da prizadeti niso imeli namena ali pa niso storili nobenega kaznivega dejanja, niso storili nič narobe. Niti prekrška, ne? Niti niso imeli možnosti plačati svojih obveznosti. To je pomembno dokazati javnosti, ker javnost s podjetništvom niti približno ni širša javnost seznanjena. In če boste to uspeli dokazati, so možnosti za sprejetje zakona in pa za povrnitev škode. Ker namreč širša javnost meni, da so to pač neki podjetniki, ki so nekoga želeli prevarati in niso plačali obveznosti in jih moramo ne plačali. Tukaj pa temu ni tako, seveda, ne, verjetno mogoče je tudi kateri bil notri, ki je tako mislil, ampak ti niso imeli možnosti, koliko zdaj vidim vašo razpravo. Izvolite. Mene osebno moti, ker ni bilo ugotovitev dolga, pa bi ti recimo kot bivšem družabniku napisali dopis ali odložil, a sklep, toliko si dolžan si v tem času plačati, v nasprotnem bo spor in pa ne tega, jaz nikoli nisem dobil, verjetno še nihče drugi. Še
postopki Ne, niso. družbeniki niso bili obveščeni. Noben družbenik ni bil obveščen o tem, da je postopek formalno sodišče povabljeno na plačilo. Družbo. Nego enostavno so ga tožili, ker je to bil najbolj vložen državni denar in so obrestni rasli, tisti se smejo, pa ustava ne more za nazaj veljati, na koncu pa se nič več ne smišlja. Prav golfija države. Dobro, je še kakšno vprašanje, mnenje iz publike? Imam še malo Izvolite. sitna, ampak me zanima. So izbrisana zasebna podjetja, ki so bila v mešani lasti. Naprimer, en družbenik, ustanovitelj je bil Slovenc, drug je bil pa državljan druge države EU-ja. In po tem zakonu, oziroma državljan EU-ja je bil zaščiten z pravom EU-ja, ker upnik v državi, naprimer v Italiji, ni mogel uveljavljati svoje terjatve do njegove zasebne lastnine, če je bil prebivalec državljan, naprimer Italije. Italijan je bil zaščiten za strani prava EU-ja. Imate prav, ampak zaradi drugih razlogov. In v vseh teh mešanih družbah, kjer so bili slovenski državljani pa drugi, so slovenski državljani odnesli praktično so škodo ali pa plačali so škodo, ne pa tuji. Pa ne za tega, da bi bili oproščeni tega plačila, ampak nobena nacionalna država ta zakon tuja ni spoštovala. Tam niste mogli, problem Italije je bil. Jaz sem izgubo imel, podjetje imelo tole, kako se imenuje, terjatev do italijanskega. Jaz nisem mogel se v italijanskem sodišču prikazati, da sem jaz kot fizična oseba imetnik te terjatve, izbrisane družbe. Lahko bi samo izbrisana družba. Evropi to se napravi na ta način, da se ponovno začasno piše družba v sodni register in zaradi tega so redna sodišča rekla, ne moraš biti singularni. To pa pomeni, da imam sklep. Sklep pa bi lahko samo dobil v stečaju od sodišča, da je to preostalo premoženje, ki se deli družbenikom. In sodišča nobenem primeru ta stavek niso napisali zraven. Jaz bi na vse to 2-3 besede rekel o praktičnih vsakodnevnih posledicah, s katerimi se vede ali ne vede sooča Slovenija celotno obdobje 20 let. Namreč dejstvo je, da stvari, ki so se dogajale in ki jih mi čutimo na lastni koži, imajo zelo širok odmev in so prisotne v zavesti tako domače kot tuje javnosti. In tudi ta dogodek bi moral kot pravzaprav eno od sporočil rezultirati sporočilo vladi, sedanji, prihodnjim in preteklim vladam, da brez priznanja tega, kar se je zgodilo, duh ostaja v domači in v tuji javnosti. Jaz bom povedal samo 3 ali 4 vidike posledic, oziroma jih bom samo navrgel, obstajajo pa seveda natančni statistični in drugi uradni podatki o tem. Kot posledica neprijazne podjetniške in splošno gospodarske klime v Sloveniji je približno 450 podjetij tujega porekla odšlo iz Slovenije. Na drugi strani, na mednarodnih lestvicah, ki govorijo o podjetniškem okolju
v Evropi in širše v svetu, si samo poglejmo pozicijo Slovenije in obstaja poleg te pozicije tudi razlogi, da je ta pozicija takšna, kot je. Teh razlogov je več. Je davčno okolje, je podjetniška klima in so še drugi razlogi. In eden od primarnih razlogov, da je Slovenija na mednarodnih lestvicah, ki jih seveda berejo tuji investitorji, predvsem tam, kjer je to, da do danes ni razčistila problematike z zakoni presenečenja in tako naprej, kar je profesor že povedal. Tuji investitorji natančno vedo, kaj jih čaka v posamezni državi, nihče ne gre na horuk, tako kot bi šel na izlet, pa nekaj investira, pa vlaga milijone in tako naprej. Samo en primer, leta 2011, jaz sem to že parkrat napisal, je naš gospodarski takratni minister Radovan Žerjav vodil v Münchenu razgovore z BMW-jem o gradnji avtomobilske tovarne v Mariboru na prostoru nekdanjega Tama. Kot vemo, iz tega ni bilo v nadaljevanju nič. Danes ta tovarna že stoji, seveda ne v Tamu, v Mariboru, pač pa v Debrecenu na Madžarskem. Jaz sem osebno malo raziskoval razloge za takšno odločitev, pa sem prišel do njih preko Stuttgarta in tako naprej. In razlogi so točno tu, kar sem prej omenil. To se pravi dejstvo, da smo mi to do danes smatrali kot normalno, nismo rekli, da je bilo narobe, nismo se distancirali od tega, ampak smo rekli, ne, to je pa naš standard in na tem standardu mi vztrajamo. In tako naprej, da ne govorim o mnogih mojih kolegih, ki imajo danes podjetja v tujini, zato ker jih v Sloveniji ne upajo več imeti, ker je pač izkušnja tako, kot je. Torej, eno od sporočil takega dogodka, kot je ta današnji, bi vsekakor moralo biti tudi ta plat medalje. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Če ne, se vam v imenu založbe Kulturni center Maribor vsem zahvaljujem za obisk, za razpravo. Gospod profesor Ivanko, najlepša hvala za izjemno predstavitev. Gospod Mogrič, tudi vam hvala za pomoč pri pripravi dogodka. Neformalno druženje, sicer pijače nimamo, ampak vidimo, da je zanimljivo. Hvala.